Na fakulteti za arhitekturo se večkrat ukvarjamo in udeležujemo različnih delavnic, različnih meril, od večjih urbanističnih meril do manjših. In delavnica Doma z betonom in Beton in svet je bila ena izmed takih delavnic, kjer smo študenti lahko raziskovali en specifičen material, to je bil v tem primeru beton. Take delavnice so super priložnost zaradi tega, ker lahko študenti razvijajo svoj produkt od začetne ideje, začetnih konceptov do končne realizacije, da to ni neka stvar, ki ostane samo na papirju. Pri teh dveh delavnicah smo se mi ukvarjali z dvema različnima meriloma. Eno je bila ideja, kako lahko beton, ki je razumljen kot nek konstrukcijski grob material, postane bolj fin in taktilen in na nek način udomačen in na ta način lahko poseli prostore naših domov. Pri drugi delavnici Beton in svet, pa smo raziskovali različne teme, kot so modularnost, prefabrikacija, repeticija in preko njih probali uporabiti beton na način, da lahko poseli širši prostor, v našem primeru kot urbana oprema na fakulteti za arhitekturo in tudi mogoče širši prostor Ljubljane. Torej, tekom obeh delavnic so študenti razvili približno 31 oblikovalskih zasnov, določen izbor je predstavljen na razstavi in prva delavnica Doma z betonom je bolj raziskovala beton kot tak tektilen material in lahko izdelki nekako naselijo dom, so nastajale niše, mize, stojala, luči in podobno. Delavnica Beton 2.0 je pa v bistvu izhajala iz lastnosti betona, kot so recimo repeticija, opaževanje, modularnost in podobno in so iz tega nastali bolj izdelki za svet, torej izdelki, ki lahko nekako poselijo javni prostor. Pri obeh delavnicah smo nekako raziskovali beton kot tudi trajnostni material, kako lahko to tudi recimo opaž dobi ponovno uporabo, ga ne zavržemo, kako lahko beton po svoje recikliramo in kako je beton nekako lahko nekakšen zeleni material.